Pozdravljeni v podkastu Zgodbe v 6. delu posebne serije o Kitajski. Tokrat gremo v Hangzhou, eno izmed tehnoloških središč Kitajske, kjer sta se rodila digitalna platforma Alipay in aplikacija za umetno inteligenco DeepSeek. V skoraj 13-milijonsko mesto, slabih 200 km oddaljeno od Šanghaja, me je povabil profesor Wei Shen. 大家好，我是沈伟，浙江大学公共管理学院求是讲席教授。 Povabilu profesorja Shena, da ga vendarle obiščem v njegovem domačem Hangzhouvu, sem se še lažje odzval, ko sem ugotovil, da bom za kar konkretno razdaljo s hitrim vlakom iz Šanghaja potreboval le 45 minut. 旅客们，你们好，由昆明南开往上海虹桥。 In že sem bil na moderni železniški postaji. Ironično, čez celo mesto sva s taksistom, ki sem ga kajpada naročil prek aplikacije znotraj Alipaya, zaradi gneče na cesti za kakšnih 15 km poti potrebovala tudi 45 minut. Z gostiteljem sva bila dogovorjena ob Zahodnem jezeru. So we are in West Lake, or in Chinese we call Xihu. Jezero stoji na obrobju gozda, tik ob obali se dviga grič s prekrasno pagodo in templjem. Tudi v okolici jezera so številni znani templji. Surroundings around it, including Buddhist temples, pagodas. Tukaj se je rodilo tudi veliko kitajskih legend in ljubezni. And it's also the place where a lot of love story happen, a lot of Chinese legends. S profesorjem sva si izposodila kolesi in prekolesarila del obale, si ogledala tempelj in nato sedla na kosilo. Nasproti restauracije je bil velik jumbo plakat s podobo predsednika Xi Jinpinga. Po sprehajalni poti mimo terase restauracije so hodili pražne napravljeni domači turisti. Jasno je bilo, da gre za mondeno točko, ki morda malo spominja na naš Bled. Maybe Trump will come one day here. Obama wasn't it, with your president? So Obama was here during the G20 summit here. Tukaj sta se pred leti srečala Xi Jinping in Barack Obama, razloži Shen. Za zdaj nič ne kaže, da bi Donald Trump obiskal Kitajsko, čeprav so neuradni viri ob robu ljudskega kongresa v marcu omenjali, da bi Trump lahko že kmalu prišel v Peking. Toda glede na carinsko vojno se to zdi trenutno praktično nemogoče. A kdo bi vedel, kaj bo jutri, čez teden ali mesec? You need to come to Hangzhou, and the reason for that, Hangzhou is not only for this historical beauty, but it's also China's digital future. Because here, Med razlogi, zakaj bi človek obiskal Hangzhou, sogovornik navede, da gre za mesto, kjer lahko vidimo oziroma občutimo kitajsko digitalno prihodnost. Tukaj preizkušajo nekatere nove storitve. Nenazadnje ima v Hangzhouvu sedež tudi Alipay. and here you can see different technologies are being applied in day-to-day life, you know. Da gre v resnici za e-poslovno prestolnico Kitajske, potrjuje tudi dejstvo, da so tukaj razvijali tudi odmevno kitajsko platformo umetne inteligence DeepSeek, ki so jo predstavili le nekaj dni po mojem srečanju s profesorjem Shenom. This is the two sides of China, the historical part of China and the contemporary or the futuristic part of China. Hangzhou torej s svojima dvema obrazoma, idiličnimi templji in pagodami na eni in futurističnimi digitalnimi projekti na drugi strani, simbolično združuje tradicionalno in moderno Kitajsko. China is a very fast-moving, fast-changing object. This is also a cashless city. Hangzhou je bilo eno prvih kitajskih mest, ki je, razen za izredne primere, praktično ukinilo gotovino. Ob sprehodu ob jezeru sem na primer spominek v vrednosti kakšnih 20 evrskih centov uličnemu prodajalcu, ovešenem z vsem mogočim kičem, gladko plačal z aplikacijo Alipay. I don't carry any cash for a long time. I only carry cash to Europe sometimes. But Wei Shen pravi, da že dolgo ni imel v rokah gotovine. Z njo pride v stik samo še med kakšnim obiskom Evrope. Na Kitajskem namreč ves plačilni promet poteka prek aplikacij in podaplikacij. Medsebojna povezava med različnimi sistemi je praktično brezhibna, tudi za tujce. your food delivery, you can deliver your products. Sogovornik je profesor za javne zadeve na univerzi Zhejiang, ki na šanghajski lestvici kakovosti zaseda 27. mesto na svetu. Tudi druge lestvice jo uvrščajo med 50 najboljših univerz na svetu. We have actually 5 campuses. And, Več kot 45.000 študentov ima predavanja v 5 različnih kampusih. Gre za javno univerzo, ki velja za eno izmed 3 najboljših na Kitajskem. University in China, but also one of the most prestigious one. Univerzo Zhejiang so obiskovali mnogi vplivni partijski politiki, pa umetniki, znanstveniki, tudi računalničarji.
Tukaj je leta 2010 diplomiral tudi Liang Wenfeng, ustanovitelj DeepSeeka. I spent around nearly 17 years. Moj sogovornik se je na matično univerzo vrnil po 17 letih, ki jih je raziskovalno preživel večinoma v Evropi in Avstraliji. Chinese students are among the largest group of foreign students, international students in Europe. Kitajski študenti radi študirajo v Evropi, veliko je tudi povezovanj z evropskimi univerzami. Po drugi strani pa se tudi evropski študenti po pandemiji počasi vračajo na izmenjave na Kitajsko. In Marie Curie Action, in European Research Council, in Erasmus+, you can see Chinese participation, and increasingly we see European participation also in Chinese funding schemes as well. Weixin veliko sodeluje z evropskimi univerzami. Pred najnim srečanjem se je na primer vrnil iz Estonije. Tesne stike ima tudi z ljubljansko ekonomsko fakulteto. Navdušila ga je tamkajšnja poletna šola. So I think that's the most famous summer school in Europe. It's the Ljubljana Summer School organized by the Faculty of Economics of University of Ljubljana. I was a few times. Nekajkrat je že predaval v Ljubljani in ima same pozitivne vtise. Seveda podrobno spremlja tudi gospodarsko-politične odnose med Kitajsko in Evropsko unijo, ki pred sprožitvijo Trumpove carinske vojne niso bili ravno najboljši. We need to look at the reasons behind these issues, behind this tension, and sometimes we need to look at the bigger picture. Pravi, da moramo pogledati širšo sliko, ne preveč zapenjati, na primer pri aktualnem vprašanju o carinah na električne avtomobile z Kitajske. But I think Europe is a little bit afraid of Chinese market. Yeah, I think, being afraid is not necessarily a bad thing, Strahovi sicer niso nujno slabi, vendar profesor samozavestno meni, da bi se Evropa morala bolj približati Kitajski in se je ne bati, ker da imajo tudi oni enake cilje, zeleno prihodnost. We are working on the same goal to have a greener, more sustainable world. Skušal me je prepričati, da kitajski evropski trg niti ni ključen oziroma jih ne skrbi konkurenčnost, saj se morajo kitajska podjetja morda še bolj potruditi na domačem tržišču, kjer je na primer samo pri električnih avtomobilih neverjetno razpršena ponudba. We shouldn't be scared of China because, Chinese competition, a lot of competition are within Chinese domestic context rather than competing with Europe. Profesorja sicer ohlajanje kitajskega gospodarstva ne skrbi preveč. There are some economic challenges, Vlada skuša z ukrepi za povečanje domačega povpraševanja ponovno dvigniti ekonomske trende. Particularly tourism sector is developing very fast. Veliko upanja polagajo v ukinitev turističnih viz. Domači kitajski turizem se je sicer po ukinitvi vseh protikoronskih ukrepov že občutno povečal. How will boost or unboost China's economy, Donald Trump? Kako pa bo na Kitajsko vplival Donald Trump in njegova carinska vojna? I think Trump 2.0 will be slightly different from Trump 1.0. Profesor meni, da bo Trump 2.0 nekoliko drugačen od Trumpa 1.0, ker se Trump uči. In da ima drugačen nabor svetovalcev, morda bo svojo novo administracijo vseeno bolj preudaren, čeprav prvi indici kaj pa da ne kažejo na to. And secondly is to bring other stakeholders on board. Trump has advisor like Elon Musk and others. Trump da ima svetovalce s poslovnim ozadjem, na primer Elona Muska in še koga. Profesor verjame, da bodo ti v dvostranske odnose na koncu vendarle prinesli različne perspektive. They will bring different perspectives into the bilateral relations. Pogovarjali smo se sicer pred konkretno uvedbo carin, ko je že bilo jasno, da je scenarij, ki je sledil, praktično neizbežen. Kitajski sogovornik, ki je bil seveda zelo diplomatski in previden, je prepričan, da gre pri Trumpu za začetno ihto, ko želi rokohitrsko izvesti čim več ukrepov, napovedanih v predvolilni kampanji. As I said, I don't think taxes are long-term solution. They are for short-term. Sogovornik pravi, da bo Trump srednjeročno in dolgoročno ugotovil, da se mu carinske vojne ne izplačajo. Nenazadnje je tudi njegov svetovalec Elon Musk zelo odvisen od kitajskega gospodarstva, saj njegova Tesla proizvede več kot polovico avtomobilov prav na Kitajskem. I don't agree on the short-term tax solution. S profesorjem sva pogovor ob kosilu vseeno zaključila v bolj pozitivnih tonih.
Yeah, I think 2025 is really important because it is symbolic for Europe and China. Leto 2025 je simbolično za kitajsko-evropske odnose. 6. maja bo minilo 50 let od uradne vzpostavitve diplomatskih stikov med Kitajsko in Evropsko unijo. V duhu združevanja in dobrih kitajsko-evropskih odnosov me je gostitelj popeljal še na en daljši sprehod. Tokrat dobesedno čez jezero, ki ima za razliko od blejskega naravnega otoka sredi jezera zgrajene 3 umetne otočke. Po sredini jezera so zgradili tudi nekajkilometrski umetni nasip, po katerem sva se sprehodila s profesorjem in se na drugi strani poslovila. Thank you. Thank you. Okay. Poslušali ste 6. epizodo podcasta Zgodbe z Kitajske. Obiskal sem mesto Hangzhou, kjer me je gostil profesor na tamkajšnji univerzi Wei Shen. Priporočam, da v zgodbah poiščete tudi druge epizode z Kitajske. Sprehajal sem se po Wuhanu, se pogovarjal s sociologom Luko Novakom, pa z mladim voditeljem Johnom Zhaom, dopisnico Newsweeka iz Pekinga Melindo Liu in Blažem Štefetom, Slovencem v kitajski avtomobilski industriji. My name is Yok-Yi Chen, that's my Chinese official name, and but my friends call me Yolinda. Zgodbami pa ostajamo na Kitajskem. Naslednjič se srečam s konzulko Fidžija v Šanghaju. Dobili se bomo v 86. nadstropju ikoničnega in 420 metrov visokega nebotičnika Jinmao. We are at the CG's Club in Jingmao building, one of the iconic landmark buildings in Shanghai. Hvala, ker poslušate zgodbe. Podcast lahko tudi ocenite in se nam naročite v vseh aplikacijah. Pišete mi lahko na luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom vaših odzivov in predlogov.